Predstavila vam bom fotografsko zbirko družine Vengar, ki obsega praktično vse 20. stoletje, še mečkeno več, ker se ustvarjala kar 3 generacije fotografov iz te družine. Zbirka je enostavno preobsežna, da bi jo podrobneje predstavila v tem kratkem času, ki mi je na voljo. Bom pa poskusila čim bolj povzeti vse dogajanje, ki spremlja to zbirko. Kot prvo pa seveda moram nekaj besed povedati o tej rodbini Vengar. Namreč leta 1899 je v Radovljici s fotografsko dejavnostjo pričel mojster Alojzij Vengar. To je začetek več kot stoletja dolge fotografske poti družine Vengar, ki sta jo za Alojzijem nadaljevala sin Slavko in vnuk Alojz. Alojzij Vengar se je sprva učil podobarstva in razbarstva pri podobarju in kamnoseku Janezu Vurniku v Radovljici, pozneje pa se je izpopolnjeval v fotografiranju pri znanem goriškem fotografu Antonu Jerkiču. Očitno je bil vpliv na to spremembo poklica družina žene, gospe Vere. Po pridobitvi obrtnega dovoljenja leta 1899 si je ob radovljiški graščini na današnjem vrtu gostilne Lectar postavil fotografski atelje. S tako imenovano mehovko je na današnjem vrtu je fotografiral steklene plošče, prirejal je tudi zabavne večere s pomočjo ski-optikona, o tem večkrat še pozneje. Njegovo delo je nadaljeval sin Slavko, ki se je obrti učil v domačem ateljeju. Leta 1950 je s pridobitvijo mojsterskega naziva po smrti očeta tudi formalno prevzel njegovo fotografsko obrt. Desetletje pozneje je opustil atelje v Graščinskem parku in ga odprl v novo zgrajeni družinski hiši na Kopališki ulici 6 v Radovljici. Leta 1971 se je upokojil, družinsko fotografsko tradicijo pa je nadaljeval njegov sin Alojz, oziroma Radovljičani ga poznamo kot Slavka oziroma Slavčja Vengarja. Z njegovo smrtjo leta 2021 se je fotografska tradicija v družini Vengar žal zaključila. Na fotografiji imamo tukaj na prvi fotografiji starejši gospod Alojzij Vengar, znani tudi sin Slavko. Na srednji fotografiji je vsa družina Alojzija Vengarja, sin Slavko in pa 4 hčerke, na zadnji fotografiji pa Alojzij oziroma Slavko Vengar, zadnji predstavnik družine. Leta 2023, se pravi 2 leti po smrti Alojza oziroma Slavka Vengarja, smo v muzejih Radovljiške občine dobili možnost odkupa fotografske dediščine te družine, ki se je nahajala v družinski hiši na Kopališki ulici 6, to je ta hiša, ki danes ni več, ne že stoji nova sodobna zgradba. Uspešno smo kandidirali in pridobili sredstva za izredne odkupe pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in gradivo prenesli v prostore muzejev Radovljiške občine. Pri pripravi na razpis nam je veliko pomagalo tudi lokalno Radovljiško fotografsko društvo in pa kustos Gorenjskega muzeja v Kranju, dr. Damir Globočnik. Gradivo je bilo v hiši v izjemno neurejenem stanju, torej so še kar v redu fotografije stanja, od kleti do podstrešja. Pred prenosom smo gradivo skušali razvrstiti v škatle, nekaj je že pred nami nekdo razvrščal, verjetno že Slavko Vengar sam. Bolj ali manj uspešno, kot zdaj le vidimo. Gradivo namreč obsega tako fotografije, negative, fotografije na steklu, razglednice, fotoaparate in ostale pripomočke za izdelavo fotografij in razglednic. Potem je bilo pa tu še gradivo povezano s samo družino, dokumenti, različna korespondenca. Seveda, kot prvo smo morali določiti faze obdelave tega obsežnega gradiva, pričeli smo pa tudi urejati prostor fototeke, kjer hranimo to gradivo. Hkrati smo tudi se pri drugih kolegih, v drugih muzejih informirali o načinih hranjenja, dokumentiranje fotografskega materijala, tako da se lahko zahvalim tudi Etnografskemu muzeju in pa Kolesarskemu muzeju Jesenice, ki so nam pri tem res pomagali z nasveti.
Določili smo faze, približno predstavlja, čeprav so se med sabo zelo prepletale, časovnice so se pobirale, ker je seveda še prišlo kakšno nepredvideno delo, zato časovnice ne bom kažem omenjala. Kot prvo smo seveda določili prostor za hranjenje, kjer bomo v prihodnje shranjevali vse gradivo, ki sodi v fototeko. Prostor je deloma že urejen, dokupiti moramo še del pohištva. Dogovorili smo pa tudi faze urejanja gradiva in način dokumentiranja, tukaj je bila veliko pomoč naša dokumentalistka, magister Vita Poenta. Del večjih predmetov je šel takoj na čiščenje in konzervacijo k zunanjemu izvajalcu. Trenutno je na čiščenju pri zunanjem izvajalcu tudi tako imenovana manična lučka oziroma tisti s optikom, ki sem ga prej omenjala, ki je bil tudi v hiši. Bodo pa tja odšle še 3 mehovke in gramofon, ki smo ga tudi našli med tem gradivom. Potem smo inventarizirali tudi Wengarjeve razglednice, namreč je bilo ogromno razglednic in jih je še, prihaja še sproti, iz tega gradiva, ki smo jih predstavili potem na razstavi. Predragi mi, razglednice iz zbirk muzejev Radovljiške občine v galeriji Šilčeva hiša. Za potrebe razstave ob 80-letnici konca druge vojne pa smo najprej dokumentirali tudi 266 diapozitivov iz časa druge vojne, digitaliziral jih je zunanji izvajalec. Četrta faza je potekala hkrati s to tretjo fazo, ko smo pričeli s čiščenjem, dokumentiranjem in digitalizacijo fotografij na steklenih ploščah. Tako smo do sedaj uredili 2293 steklenih plošč, ki smo jih shranili zdaj v ovitkih in zložili v škatle. Ovitki in škatle imajo certifikate za hranjenje tovrstnega gradiva. Gradivo seveda hranimo v prostoru fototeke. Ocenjujemo, da je fotografij na steklu v tej zbirki vsaj še enkrat toliko in da bomo z delom zaključili v začetku prihodnjega leta. Delamo na tem. Hkrati inventariziramo tudi razglednice, ki so bile hranjene skupaj z originalnim motivom na stekleni plošči, veliko krat kot prejmo škatle, se nam so različne stvari, tudi kakšno plesen, ali pa tudi negativi so zraven hranjeni, tako da vemo, kaj rešimo skupaj, kar je pravzaprav prednost. Hkrati smo imeli priložnost, da smo digitalizirali in dokumentirali novejše fotografije, ko smo imeli na voljo javnega delavca, ki je skeniral te fotografije in našel osnovne podatke v Excel, to so številka, datum, mera, motiv. Nadaljnje urejanje podatkov bomo nadaljevali, računamo, da bomo dobili novega javnega delavca, ki bo imel ustrezna znanja, da bo lahko nadaljeval z delom, namreč ta zdajšnji je dobil zaposlitev, kar je tudi pozitivno. V prihodnje nas pa čaka še digitalizacija in dokumentiranje negativov, kar je seveda zelo obsežno, številka se sploh ne znam govoriti, pa seveda popis in digitalizacija tega družinskega arhiva. Z obdelavo gradiva se je pokazala potreba po boljšem poznavanju celotne družine. Malo na vrsti dala to fotografijo Wengarja, ta visi nad mojo pisalno mizo. Nastala je sproti to na družinsko drevo in seveda ne ustreza nikakršnim kriterijem za družinsko drevo. Tukaj nam bo zdaj v prihodnje pomoč, oziroma že lotila dela naša sodelavka Nadja Gartner-Lenac, ki pripravlja rodovnik te družine, kar nam bo pomoč tako pri nadaljnjem delu v muzeju in seveda pri predstavljanju razstav, tudi v področjih publikacije, kar računamo. Sodelujemo tudi s posamezniki, sorodniki, ki nam pomagajo pri prepoznavanju oseb in krajev na fotografijah. Ob samih fotografijah, predvsem mislim zdaj fotografije na steklu, ki so deloma oštevilčene, smo pa do sedaj našli le 3 novejše zvezke, seznamov fotografij in pa seznamov naročnikov fotografij. Zaenkrat v zbirki še iščemo, upamo, da se kje še skrivajo
starejši popisi, kar nam bo olajšalo delo s fotografijami, čeprav nisem ravno več optimist, glede na to, da smo kar velik del zbirke že pregledali. Ker je družina Vengar v Radovljici in okolici bila precej dobro poznana, se od nas pričakuje, da ohranjeno gradivo čim prej pokažemo javnosti. Niso to pritiski, so pa vprašanja, seveda zanimanje je veliko. No. Tako smo že v letu 2024 na razstavi Predragi mi razglednice iz zbirk muzejev Radovljiške občine, izbrane razglednice iz Vengarjeve zbirke predstavili v posebnem prostoru. Na fotografiji je deloma rekonstruiran atelje Vengarjev, povečana razglednica Vengarjeva razglednica gradu Kamna pri Begunja. Tista napravica, ki je po vitrini zraven, je pa stiskanica za ravnanje razglednic, no, ki so pa še razglednice kriminalne Vengarjeve. Ob 80-letnici konca vojne, druge svetovne vojne, smo v lanskem letu v povezovalnem hodniku Radovljiške graščine, ki povezuje graščino s cerkvijo in je sicer manjši razstavni prostor danes, pripravili razstavo z naslovom Vojni fotokolaž. Druga svetovna vojna skozi fotografski objektiv Slavka Vengarja, to je druga generacija te družine. Gre za diapozitive, ki smo jih v hišni našli majčkeno ločeno, v posebni leseni škatli. Večina je bila datirana, ne pa tudi vsi. Diapozitivi imajo zanimivo zelo različno tematiko, prevladujejo pokrajine, cvetje, druženje s prijatelji. Le malo je motivov z vojno tematiko, tako v Radovljici, pa nekaj tudi okolice. Predvsem motivov je pa povezanih z njegovo internacijo v Porurje, namreč leta 1944 je bil aretiran, kot pravi družina, zato ker ne bi ilegalno poslušal s prijatelji radio. Obsojen je bil pa kot, aretiran je bil pa kot sodelavec Osvobodilne fronte, poslan v Begunje, v zaporu v Begunjah, od tam pa v Porurje, v Dortmund. Vse kaže, da mu je sestra Vera prinesla fotoaparat, ko je prišla na obisk in iz tega obiska, iz tistega časa, imamo kar nekaj fotografij Dortmunda, ki priča tudi o bombardiranih, o dogajanju Dortmundu tistega časa. No, ker je teh fotografij enostavno preveč za razstave, moramo pač prisiljeni smo v izbore, smo pa v letošnjem letu začenjali koristiti družbene medije in pa našo spletno stran Muzeja Radovljiške občine. Objavili smo že izbor družinskih fotografij Vengarjev. Ob letošnjih poletih, smučarskih poletih v Planici smo pripravili eno objavo na Facebooku o smučarskih skokih na Lancovem, v družini Radovljice leta 1938. Objavili smo tudi panjske končnice, ki smo jih našli tudi v Vengarjevi hiši, tudi to je bilo možnost, da smo pridobili. Tudi velikonočna čestitka je obsegovala Vengarjeve fotografije na temo tega praznika. No, objave na Facebooku in Instagramu so zelo dobro sprejete, dobivamo zanimive informacije, tako da računam, da se tukaj bo še marsikaj novega izgledalo. No, v juniju, 5. junija ob 17. Pa pripravljamo novo razstavo, spet samo izbor fotografij, nič več neznano. In sicer iz tega, kar imamo že obdelanih fotografij na steklo, smo izbrali mogoče najbolj zanimive motive, ki jih danes ni več, so se spremenili. Osredotočili smo se enostavno samo na Radovljico, Bled, Begunja in Lesce. No, odprtje razstave bo pa spremljala tudi predstavitev te restaurirane magične lučke. Še deluje.
za glasbo na odprtju pa poskrbel kar Vengarjev gramofon. Zdaj, sicer tehnično pomoč bomo pridobili pri društvu Vršič, ki se ukvarja z raziskovanjem in preučevanjem vojaške in tehnične dediščine. Tudi priskrbel nam bo do bakelitne plošče, v zbirki Ljubljana, teh nismo našli. Mogoče samo da večne pogledamo fotografija. Prva fotografija z leve je Park Hotel na Bledu. Če ga kdo ne spozna, fotografija zgoraj je Plečnik, prosim? Ja. Plečnikova kapela v gradu Haselstein v Begunjah ni več, leta 1948 so jo podrli. In pa spodaj, pa tudi zanimiva fotografija iz gradu Drnča pri Dvorski vasi v bližini Begunj, danes je ta hotel. Notranjost, jaz sem to fotografijo videla prvič, zato je meni to tudi družnica zanimiva. Grad je bil po vojni nacionaliziran in izropan, tako da upam, da bodo mogoče te fotografije služile, da se kakšen predmet še prinese nazaj v muzej. Upam, da gre zadnje. Hvala za vašo pozornost.